tekmo Švedska-Slovenija, z mano sta Benjamin Verbič in pa selektor Matjaž Kek. Kot ponavadi bomo najprej dali besedo igralcu. Zdaj pa še samo en kratek uvod za naše švedske prijatelje. Welcome to the press conference of PP Slovenia. With me are the head coach Matjaž Kek and the player Benjamin Verbič. We'll first start with the player. With the first part of the press conference, I will recap what he said in English, and then we'll continue in Slovenian. After that, we continue with the coach in the same way. Benjamin, pričakovanja prilično tekmo? Pričakovanja reprezentanci so vedno dobra igra, pokazati pravi obraz na igrišču, kot je bilo to na nekih zadnjih tekmah. Pokazati obraz predvsem od prve do zadnje minute. Videli smo že, da lahko čez stopimo en do drugega, naredimo marsikaj in s takšno miselnostjo bomo šli tudi jutri. Okay, we want to show a good performance today to prove that we can play well like we did in the last matches. From the first to the last minute of the game, and when we step together, when we play like a team, we can do together really good things. Gremo zdaj kar na vprašanja. Prosim, če dvignete roko in pač potem postavite vprašanje. Živijo, Benjamin. Kaj vam pomeni kot ekipi ta predstava proti Norveški? Najboljša po kar dolgem času, vse, kar ste pokazali na igrišču, vse, kar se je tudi zgodilo na tribunah okoli celotne tekme. Kaj vam pomeni vam kot osebi, vam osebno in pa kot celotni ekipi, kako ste doživeli? Hvala na lepih besedah. Čutila se energija že na treningih, že okoli stadiona, na stadionu. Bilo res fantastično vzdušje. Takšno bi si seveda želeli kar vsako domačo tekmo. Pomeni nam ta zmaga, pomeni dosti vsaka zmaga, pomeni za ekipo zelo veliko za samozavest in upam, da bo dobro vplivala na nas, ampak z eno miselnostjo in vednostjo, da to ni bila muha ena dnevnica, ampak da bomo te predstave tudi pokazali na naslednjih tekmah. Kako ste preusmerili to veselje po tej zmagi v to, kar vas čaka tukaj, torej v to, da bi vsaj potrdili, če ne nadgradili vse skupaj, kar se je zgodilo v soboto? Nekega pretiranega veselja niti ni bilo, ker mi vemo, da še nič ni odločen. Skupaj s selektorjem si želimo ostati vsi enotni v Ligi B. Radi igramo takšne tekme in upajmo, da bomo jutri pokazali tisti pravi obraz in ostali. Hvala. Naslednje vprašanje. Ali mogoče kaj v podzavesti pri igralcih se verjetno selektor prezdija, ampak da je treba samo točko osvojiti? Kot je selektor rekel, da naj ne bomo neki teoretični, naj ne gledamo na točke. Jaz se s tem strinjam. Mi gremo vsako tekmo, ne gledamo točkovno, kaj bomo osvojili, ampak da bomo pokazali pravi obraz. Ok, še kakšno vprašanje? Tako, zdaj pa nadaljujemo s selektorjem Matjažem Kekom. Matjaž, kakšne so pričakovanja pred? Dober dan, pozdravljeni. Jasno, da po eni dobri tekmi je v športu pač tako, da včasih je tudi po porazu fajn, da je takoj hitra tekma. V življenju lahko uspeš samo, če si sposoben kontinuirano igrati skozi tekmo in pa skozi od tekme do tekme. Sigurno je naš velik izziv, naš velik motiv, da potrdimo nekaj dobrega, kar smo naredili v prejšnji tekmi, ampak to je že za nami. Jasno, da se zavedamo moči nasprotnega, ki nas čaka, domačina, ki seveda
zadostuje samo zmaga za nek cilj, ampak verjamete mi, da je osnovni problem, ki ga imamo, je v nas samih, da moramo razmišljati predvsem o svojih kvalitetah, o svojih stvarih, ki jih moramo popraviti od zadnje tekme, ki tudi ni bila zdaj, da bi, pa ne vem, lahko zganjali en cirkus, ampak predvsem bomo razmišljali o sebi in o svoji izvedbi in pa o kvaliteti igre, kajti mislim, da lahko samo skozi igro pridemo do nekega željenega rezultata. Hvala lepa. Short recap. So just like it happens after a bad game, even when you have a good game, it's good that you have another one, a next game coming quickly, because we have to play continuously well from one match to another. So we have a big motive to confirm the result from the previous game. We're aware that the home team. We're aware of the strength of the home team. We're aware of the position they are in, and that only victory is enough for them to achieve their goals. But we're not thinking about that. We're not thinking about them. We're only thinking about ourselves. Okay, let's go with your questions now for the coach. Mr. Keck, what kind of team is Sweden without players like Zlatan Ibrahimovic and Alexander Isak? What kind of standard does Sweden have when you look at the game, their performance against Serbia Saturday when they lost 1-4? Ja, zdaj ste omenili vaše probleme. Jaz imam sam zadosti problemov za svojo ekipo, tudi kar se tiče švedske reprezentance, izpostavljanje nekega posameznika bi bilo nekorektno do vseh ostalih igralcev in takšen tudi moj komentar na vaše vprašanje. Okay, you mentioned the problems that your team has, but we have our own, of course, and I'm thinking about them, and it would not be fair of me to mention any player specifically from the Swedish team anyway. This is my practice that I have with my players and commenting their appearances as well. What will it mean for your team tomorrow that you have those suspensions with Svora and Kurtic? Are you having many question marks in your mind regarding this? Every game I have many questions. Okay. Ja, sigurno, da ta dva igralca pomenita veliko, nista pa ona, igrata pa ona dva sama. In ta Liga nacije je že pokazala, da lahko računamo na nekatere druge mlajše igralce, ki prihajajo, relativno mlada ekipa in jaz pričakujem enako energijo od tistih, ki bodo dobili priložnost namesto njiju dveh in zato pa je ekipa, zato pa je tim in s to filozofijo jaz grem pravzaprav vsak trening, v vsako tekmo, vsej posamezniki, ok, zvezda gor, zvezda dol, eden je večja, druga manjša, ampak na koncu je vedno ekipa tista, ki prenese rezultat, vse, kar se tiče reprezentance Slovenije. Okay, of course they mean a lot for the team, but they're not playing on their own. We have a team here, and the Nations League has already shown us that we can count on the younger players as well coming up. And I expect the younger ones to show the same amount, the same type of energy that they've shown, and we can have stars up and down, but we have the team, and this is how our national team works. Will you play with 4 or 5 defenders? When necessary, it's 7 or 8. Question for the dressing room. Okay? You won't reveal it? No. Who will play instead of Kurtic? Question for the dressing room. Are you happy with the draw tomorrow? Will you go for the draw or will you go for the win? Vedno, ja, seveda. Normalno, če ti igrata dva rezultata, da potem si v neki lahko psihološki prednosti, na drugi strani pa domačini imajo podporo tribune. Jaz bi bil zadovoljen predvsem, če bi ekipa v vseh elementih ponovila tekmo z Norveško in še nadgradila to z manj individualnimi napakami,
z še nekimi določeno dinamiko in pa agresivnostjo, ker vem, kakšna šestka nas jutri čaka in če ne bomo odgovorili na isti način, bomo imeli probleme. Of course, that when you have two results that are good enough to achieve your goals, that you're in a psychological advantage here, but Swedish team has the home support. So we'll be happy if we can repeat and do even better than against Norway, with maybe even more aggressive and more dynamic play to game to meet Swedish team here. Okay, thank you for the last question in English, please. Coach, how good is Benjamin Sesko in your mind? How big of a talent is he? Že prej sem vam odgovoril, da me posamezniki mene ne zanimajo in kvalitete njegove so znane, ima pa še ogromno prostora, da napreduje. In jaz sem zelo vesel, da je ta adaptacija enega mladega fanta relativno hitro prerasla v pomembnega člana naše ekipe, ampak vse sem povedal, tudi Benjaminu je nekdo podal, tudi on ima svoje igralce in zaradi tega to izpostavljanje posameznika pri meni ni dobrodošlo, oziroma pač raje razmišljamo o ekipi kot o celoti. Ampak sigurno igralec, ki s karakterjem in pa za svojo kvaliteto lahko naredi zelo dobro kariero. Like I've said before, I'm not very interested in individual players or quality of that. I'm more interested in the team. He became an important part, of course, of this team, but he has the entire team by himself. He possesses great qualities and can make a very big career. Okay, this is it for the English part now, and we'll continue in Slovenian now. Tako da, če ste še kakšno vprašanje v slovenščini, kar prosim. Selektor, dober dan, večer. Vse me zanima še za Benjamina Šeška. Je izjemno simpatičen javnosti, jemu iz roke medijem, jemu iz roke tudi to ni skrivnost. Kako boste se spoprijeli s to zadevo? Ves čas opozarjate neizpostavljanje, ampak na drugi strani je pa to nekaj, po čemer res hrepeni slovenska javnost, da bi imeli takega nogometnega idola. Kako boste to kombinacijo peljali naprej? Vas skrbi v kakršnem koli pogledu ali imamo lahko vsi skupaj nekaj tega? Ne, niti malo me ne skrbi, ker na koncu koncev tudi ta del našega posla je del nekaj, kar potem naredi razliko ali velikega, nekaj prepoznavnega, nekaj planetarnega, ali pa ostaneš vsi v povprečju. In danes je stvar šla tako daleč, kar se tiče medijev, da enostavno to je sestavni del našega življenja. V tistem momentu, ko je fajn, v tistem momentu, ko točejo vsi po tebi. In tukaj je seveda zelo pomembno, v kakšnem okolju se fant razvija in jaz vse za zdaj ne vidim karkoli, kar bi peljalo v neko negativno smer. Kvečevo na drugi strani vidim nekaj pozitivnega, to sem pa, mislim, slikovito hotel povedati, da je meni mladenič skozi to leto, dve, kar smo skupaj, zrastel v možak, ki se je razvijal v zelo dobri pozitivni smeri, ampak vse veste, zelo hitro se to lahko skrene v nekaj, kar ni dobro za športnike, ampak na koncu te to naredi ali boljšega ali pa povprečnega. Zdaj, glede na to, da imate takoj po tej predstavi pa po zmagi, ki je dosti dvigana na slovensko javnost, še eno tekmo vam to odgovarja? Imate radi take izzive, da greste takoj še v eno zadevo pa vse ali nič, ali bi raje še videli, da bi imeli nekaj pauz? Ja, verjetno bi nekdo raje zdaj tudi na mojem mestu ležal 3 mesece pod palmo, pa se fajn imel, ne pa, ampak ni to, v življenju je enostavno, sploh zdaj, ko se je vse to dogajalo v zadnjih letih, ko je to vse skupaj nabito, samo se spomnite junijskih 4 tekem, pa je Slovenija zadnji polčas 4 tekem tekla najboljše od vseh ekip. Ravno smo se bali. Tako da to je pač eno potrjevanje, to je en način življenja
ki ga moraš sprejeti in zaradi tega mogoče me je tudi moja kariera pa vse skupaj naučilo, da euforijo zelo hitro zamenja manj prijeten moment in seveda velika pričakovanja nosijo s seboj tudi velika razočaranja. Zato pač poskušam s fanti ostati na nekih realnih tleh. Mi, ko smo dobili žreb za Ligo narodov, smo vedeli, v kakšni družbi bomo igrali. Ampak v tistem momentu in tudi zdaj sem še bolj trdo prepričan, pa je vseeno, koliko točk imamo, pa vseeno, da je to za tisto ekipo, ko se je začelo takrat tvoriti, ko smo prišli iz skupine C, da je to najboljše, da igramo z nasprotniki, ki bodo dejansko pokazali vrednost in kvaliteto naše ekipe. In mislim, da se to delno tudi potrdilo skozi te tekme. Seveda jutri pa tekma zopet en velik izpit, poln stadion, domačini, ki morajo zmagati. In tudi to je v nekem momentu najboljša možna priprava za vse tisto, kar še čaka slovensko reprezentanco v nadaljevanju. Zelo hitro bo žreb za novo veliko tekmovanje, ne, ampak zdaj pa delati neki cirkus. Mene predvsem veseli to, kar je Beni rekel. Čutila se je pozitivno. Ob zavedanju seveda, da pa še ta ekipa ima 3 igralce, ki so čez 40 nastopov za reprezentanco. To je v primerjavi z kom drugim šele začetek, ampak upam, da nam bo prišla tale zmaga, ta pozitiva prav v nekem prepričanju, da lahko, da zmoremo in da smo tudi zdaj prebili tisto, da je bilo zelo malo slabih momentov v sami tekmi proti Norvežanom, da smo manj nihali kot do sedaj. To je vodilo tudi za naslednjo tekmo. Kako je pomembno vam je, da so fanti odigrali tako, kot so z vami na klopi, potem, ko sta tisti 2 tekmi, ko ste bili fizično odsotni, rodili vse sorte teorij? Pa ja, teorije so vedno se seveda nekomu tvorijo določene teorije, pa igrali so zaradi tega tak, pa zaradi tega pa ga ni bilo, pa najboljše, da ga tako več ne bi bilo, pa to vse skupaj. Jaz poskušam delati tisto, kar delam z največjim veseljem in z največjim ponosom. To sem vam že povedal. Zato tudi vsa ta namigovanja skozi mesece v medijih, pa gre tja, pa gre tam. Ok, sestavni del življenja, ko sem vam že prej rekel, ampak jaz sem vam povedal, da bi bil najbolj ponosen in še enkrat to ponavljam, če bi od svojo pogodbo lahko delal do konca. Dal pa bom vedno, v vsakem momentu celega sebe, in na treningu, in na tekmi, in pa v življenju izven. To so mladi fanti, vse vam pravim, jaz že imam kar nekaj let, kar nekaj izkušenj, in ni samo tisti trening, tekma, taktika, ampak je še marsikaj drugega. Zopet se vračam, da tisto, kar sem govoril o Beniju, pa teh mladeničev imamo še kar nekaj, bi lahko naštel. Najlepša hvala, se prosim. Imamo še vaše vprašanje, Selektor? Gospod selektor, malce ste omenjali mlada ekipa, zdaj vemo, da bo manjkal Jasmin Kurtič, ki je na nek način izkušen vodja. Kako to nekako kot selektor razmišljate, kako tudi ta del nadomestiti v trenutek? Zdaj, če spremljate reprezentanco Kurtiča, 2-krat ni bilo proti Slovaški v prejšnjem ciklusu kvalifikacij. Pa smo tudi igrali, pa na koncu nismo niti izgubili. Kakorkoli je treba seveda v določenem momentu prevzeti odgovornost. Odgovornost od mater star, po našem enkrat je dres, takrat se niti leta našteja, takrat se ne gleda na ne vem, odkot kdo prihaja, ampak jaz mislim, da je to lahko lep izziv, lep test za nekoga, ki bo dobil priložnost na mesto Šporarja in pa na mesto Kurtiča. Zopet pa, lahko se zgodi, da bo nekdo imel slab dan, da bo naredil napako, gor, dol, zaradi tega se bo nogomet kljub temu igral tudi naslednji dan in tudi vsi ti fanti bodo igrali dalje v razvoju, včasih gre hitreje, včasih počasneje in jaz imam rad ljudi, ki se ukvarjajo z športom in ki znajo presoditi in ceniti tudi športnike v tistem momentu, ko naredijo napako, ko so v slabi formi, ko niso in ampak so samo ljudje iz krvi in Hvala. Še je to? In hvala sem.